Danes v Pomurskem dnevniku, dan urgentne medicine. Sojenje za umor v Zgornjem Dupleku. Vikend jadranja in supanja. Spremembe na Soboškem jezeru. Vreme, jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v družbi Pomurskega dnevnika. Ob mednarodnem dnevu urgentne medicine, ki je letos potekal pod sloganom Podnebne spremembe vplivajo na vaše zdravje, smo v začetku tedna obiskali urgentni center v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer smo lahko spremljali, kako poteka delo na oddelku, ki nikoli ne zapre svojih vrat. Zdravniki, reševalci, medicinske sestre in drugo osebje, ekipa urgentne medicine je vedno pripravljena 24 ur na dan, vse dni v letu. Delo je za naše medicinske sestre zelo stresno in naporno. Jaz pravim, da so tako švicarski nož, ker praktično zaradi narave pacientov, kateri prihajajo, morajo poznati skoraj vse aspekte dela. Delo je dinamično in stresno. Veliko je nepredvidljivih situacij, ki zahtevajo hitre in natančne odločitve. Žal pa se prepogosto soočajo tudi z nasiljem strani pacientov. Na urgencah se redno srečujemo z različnimi oblikami nasilja, od verbalnih do tistih povsem fizičnih. Zdi se nam, da je v zadnjih letih tega vedno več. Zato so ponovno pozvali k podpori predlagane spremembe zakonodaje, ki bi zdravstvene delavce obravnavala kot uradne osebe. Poleg nasilja pa se v urgentnih centrih soočajo še s pomanjkanjem kadra, specializantov in bolnišničnih postelj, vse težje pa poskrbijo tudi za oslabele paliativne bolnike. Vse več je sobolevnih, krhkih bolnikov, katerih obravnava je seveda bolj komplicirana in ki tudi zahtevajo velikokrat hospitalizacijo. Bolniških postelj pa enostavno ni dovolj. Zato vlade Roberta Goloba ne razumejo, zakaj pred ureditvijo paliative, ki bi olajšala trpljenje na tisoče bolnikov, dajejo prednost evtanaziji. Imamo referendume o vprašanjih, ki so številčno absolutno minorni napram vsakodnevnim težavam, predvsem pa trpljenju pacientov. Da v vseh svojih skoraj 20 letih še nisem srečal pacienta, ki bi mi pri polni zavesti, brez kakršnihkoli drugih faktorjev pri odločanju, koncizno in konsistentno znal izraziti, da želi umreti. Kljub stresu delavci v urgentnih centrih čutijo tudi veliko zadovoljstvo, ko pomagajo tistim na meji med življenjem in smrtjo. Tako se nočnega dežurstva spominja strokovni vodja zdravstvene nege v UKC Maribor. Tam na koncu, se pravi v tistem drevesu, v bistvu se je začela reanimacija gospoda, ki ga je gospa pripeljala v svojim vozilom, ker je težko dihal in obrelo v prsih. Da smo mi stekli ven, to je bilo zjutraj 10:15 čez 6, gospoda oživljali, uspešno oživeli. Ob dnevu urgentne medicine bi se zato še posebej morali zahvaliti vsem, ki vsakodnevno delajo v tako izjemno zahtevnih pogojih. Brez njihove neomajne predanosti bi se namreč marsikatero življenje končalo prezgodaj. Sojenje za umor podjetnika iz Zgornjega Dupleka se bliža koncu. Obtoženemu Sedinu Šišiću, državljanu Bosne in Hercegovine, zaradi umora na zahrten in grozljiv način iz koristoljubja grozi najmanj 25 let zapora. Obtoženi krivde še naprej ne priznava, vsa prizadevanja njegovega odvetnika, da ga le-te oprosti, pa niso bila uspešna. 8. septembra lani 33-letni državljan Bosne in Hercegovine Sedin Šišić v delavnici stanovanjske hiše v Zgornjem Dupleku napade 64-letnega Dragana Graovaca. Najprej ga udari v obraz, nato pa stopim predmetom po glavi. Žrtev obleži na tleh, napadalec ga večkrat udari z lesenim polenom, zaradi česar Graovac umre na kraju. Scenarij iz obtožnice se proti koncu sojenja zdi vse bolj verjeten. Do zdaj je izveden dokazni postopek, ki je v bistvu samo potrdil tezo tožilstva, to je, da je kaznivo dejanje, torej da gre za kaznivo dejanje umora, po našem mnenju tudi na grozovit način, na zahrbten način,
in pa iz koristoljubnosti. Kot zadnja priča je bila na mariborskem sodišču včeraj zaslišana uslužbenka Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Način, v katerem zagrabi takšno poleno in mu zdrobi lobanjo, je po mnenju tožilstva absolutno grozljiv način. Čeprav je Šišičev odvetnik vztrajal pri dodatnih dokaznih predlogih, denimo pri rekonstrukciji poti obtoženega kritičnega dne in storitve kaznivega dejanja na kraju samem, je sodnica vse predloge zavrnila, saj da ti ne bi prispevali k dodatni razjasnitvi dogodka. Nikakor nisem razočaran. Na sodišču je, da odloča o dokaznih predlogih. Jaz mislim, da je dejansko stanje razčiščeno v zadoštni meri, da sodišče lahko odloči in zato je tudi tožilstvo nasprotovalo dokaznim predlogom obrambe in mislim, da je sodišče upravičeno jih zavrnilo. 34-letni Šišič vse do danes krivde po obtožnici še ni priznal. V tej fazi postopka se obtoženi več ne more pogoditi s sodiščem. Dejstvo je, da obtoženi krivde ne priznava. In pri tem bo najverjetneje ostalo. Pri tem bo ostalo verjetno. Za včerajšnjo obravnavo se je zaključil dokazni postopek, 10. junija bodo sledile le še zaključne besede in izrek kazni. Ko imamo obsodilno sodbo, tako kot so dokazi izvedeni, glede na to, da so bili vsi dokazni predlogi obrambe zavrnjeni, pričakujemo 10. junija še zaključno besedo in potem obsodilno sodbo. Tožilstvo pa medtem, kot je že večkrat poudarilo, vztraja pri tem, da mora Šišič za svoja dejanja odgovarjati z najmanj 25 leti zapora. Pred letošnjim pokalom Mestne občine Murska Sobota nas je v studiu danes obiskal gospod Franjo Stančin, predsednik jadralnega društva ICC Adria. Gospod Franjo, povejte mi, prosim, odkot prihajate in kaj lahko poveste o vašem društvu v njegovih začetkih? Naše društvo, jadralno društvo ICC Adria, je bilo ustanovljeno 2018. leta. Zbralo se nas je nekaj prijateljev, nekaj jadralskih navdušencev in smo ustanovili društvo z namenom, da pač združujemo skupne interese v tem prelepem športu v jadranju. Kasneje pa smo tudi aktivnosti razširili na druge oblike, na izobraževanje, organiziranje jadralnih regat, jadralnih tečajev. Organiziramo v Murski Soboti tudi vsako leto izpit za voditelja čolna in radiopomorsko telefonijo. In tako pač nadaljujemo tisto, za kar smo se ustanovili in širimo zadevo po naši regiji. Pred vami je pester vikend, pa nam poveste, kaj vse bodo obiskovalci lahko doživeli na letošnjem pokalu Mestne občine Murska Sobota. Na pokalu Mestne občine Murska Sobota, ta pokal je sestavljen zdaj iz dveh različnih športnih panog. To je jadranje razreda Fireball. To so jadrnice dolžine nekje do 6 metrov. Je dvosed in so zelo atraktivne za jadranje in posebej za gledalce, posebej, če so malo močnejši vetrovi. Druga panoga je pa uvedena lani. To je pa subkup Mestne občine Murska Sobota, gre za supanje, tudi za državno prvenstvo, hkrati pa vsi skupaj tekmujejo tudi za pokal Mestne občine Murska Sobota. V supanju imamo več različnih disciplin, tekmujejo lahko vsi, se pravi, še vedno se lahko prijavijo tudi študenti, dijaki in drugi, ki jih ta šport zanima. Do zadnjega dne, tudi do tekmovanja. Na naši spletni strani iccadria.com in pa Facebook profilu subkup Mestne občine Murska Sobota je prijavnica, katero lahko izpolnijo in se prijavijo. Zdaj letošnji program, kot ste dejali, vključuje različne subtekme in jadralno regato. Lahko na kratko predstavite vsako disciplino in kaj lahko gledalci v bistvu pričakujejo od? Letos uvajamo tudi eno novost. Imeli bomo moderatorja, ki bo vse skupaj povezoval, tako da bojo gledalci lahko tudi bolj zanimivo bo za gledalce. Bojo tudi lažje spremljali tisti, tudi ko ne poznajo mogoče teh disciplin. Imeli bomo pa v jadralne regate, pač jadralna regata, tam bo vsak dan več plovov in bojo malo za sebe na sredini jezera. Superji pa bodo predvsem tule v okolici plaže.
in pa na long distance tekmi, ki bo pa okoli jezera 2 kroga, tista je pa malo teže in prav ta je za pokal Mestne občine Murska Sobota. Ostale discipline so še tehnika res, ta bo v nedeljo, ta je tudi zelo zanimiva, ker gre za leteče štarte, se pravi z obale, s supom v rokah in se potem dobesedno vržejo v vodo, naredijo krog nek slalom med bojami, grejo na obalo, okoli boje, pa še en krog. In to je res zelo zanimivo za videti, za pogledati, ker je atraktiven šport. No. Potem imamo tudi šprint, tisti bo, mislim, da okoli 200 metrov, pač odvisno, kako se bodo lahko polje postavilo. Imamo fun race, tu lahko tekmujejo praktično vsi, tudi z napihljivimi supi. In pa kids race, to je pa za otroke, bomo videli, če bo tukaj prijav. No. To še nimamo prav veliko. So pa znotraj long distance, se pravi okoli jezera, so pa še posamezne kategorije, kot so, ne vem, za pokal Mestne občine Murska Sobota, to je glavna, potem U16, 50 plus in pa napihljive deske. Pri tehnični disciplini v nedeljo pa so moški in ženske tudi posebej. In za vse zmagovalce imamo tudi pripravljen pokal Mestne občine Murska Sobota. Za absolutne zmagovalce. Prej ste omenili prijave. Kako letos kaže? Koliko tekmovalcev je že prijavljenih? Prej ste dejali tudi, da se lahko tudi naknadno prijavijo, da je še čas. Seveda. Letos pričakujemo v obeh športnih panogah preko 50 tekmovalcev. Prihajajo pa v glavnem iz Slovenije, pa tudi iz sosednjih držav, se pravi Avstrije, Hrvaške, Madžarske. Kakšne so možnosti za sodelovanje za rekreativne športnike in otroke v različnih subdisciplinah ter kaj bi priporočili tistim, ki so se prijavili in ki bodo seveda se udeležili? Torej, kot sem že omenil, lahko se prijavijo vsi, ne glede na to, kakšen sub imajo in kakšno znanje, pač, če imajo veselje do tega športa, so dobrodošli. Prijavijo se lahko še tudi na dan tekme, predvsem mislim na te lokalne prebivalce. Torej, prijavite se lahko na naši internetni strani iccadria.com ali Facebook profilu Subkup Mestne občine Murska Sobota. Prepričan sem, da je v pokrajini ob Muri zelo veliko supov, ki so nekje, ne vem, na podstrešju, v garažah. Zato priporočam, da jih poiščejo, da jih napihnejo, pobrišejo praznik in pridejo v soboto in nedeljo na Ekspanu, na Soboško jezero pred Ekspanom. Kako pa kaže, kaj z vremenom? Bo dovolj vetra ali... Glede vremena opazujem vsak dan, pa vsako noč, pa vsako jutro. Ene projekcije kažejo, da bo sobota lepša, ene, da bo nedelja, bomo videli. V glavnem, sub tekmovalce in pa tudi jadralce vreme ne moti. To so mi sami zagotovili, razen zdaj, če so nevihte ali pa kakšne strele, pa to potem pa se prekine za kratek čas. Seveda. Prej ste mi dejali, da bi se na koncu želeli še zahvaliti, pa kar izvolite. Ja, hvala lepa. To bom prebral, da ne bom koga izpustil. Zahvalil bi se Mestni občini Murska Sobota, podjetju Saubermacher Komunala, Murska Sobota Molu Slovenija, Slikoplestarsko Kranjec, Terme 3000, Radgonske Gorice, Ekspano, Maximus, Ekspano Lunč, Pomgrad, Radenski, Kodeksu in Helosu. Posebej pa še bi izpostavil nekaj posameznikov, to je župan gospod Damjan Anželj, ministru za kohezijo dr. Aleksandru Jevšku, za pomoč pri organizaciji in obveščanju ter samemu razumevanju pomena teh prireditev ob Ekspanu oziroma ob jezeru in na jezeru. Potem vodja Ekspana Helgi Lukač, Komunali Murska Sobota, potapljačem, ki bodo na čovnih pazili, da se komu kaj ne zgodi, Gapora in potapljaško društvo Murska Sobota, Zdravstvenem domu Murska Sobota, Ribiški družini ter seveda vsem trem društvom, ki so nastanjeni ob jezeru. En tak širok krog ljudi, širok krog ljudi, ampak to zagotavlja uspeh. Tako je. Mi vam tudi želimo vso srečo in da dobro izpeljete ta pokal. Hvala lepa in dobrodošli v soboto in nedeljo. Hvala lepa.
Ali so brezplačnemu parkiranju ob Soboškem jezeru in Ekspanu šteti dnevi? Mestni svet Mestne občine Murske Sobote razmišlja o uvedbi plačljivega parkiranja za obiskovalce, s čimer bi dodatno napolnili občinsko blagajno. Ob uvedbi novega režima parkiranja pa si želijo tam postaviti tudi postajališče za avtodome. Kopanje, uporaba sanitarij in parkiranje je na območju Soboškega jezera še vedno brezplačno. A po zadnji seji Mestnega sveta Murske Sobote je jasno, da bo kmalu vsaj parkiranje postalo plačljivo. Ideja ni nova, porodila se je že na eni izmed prejšnjih sej, saj da bi iz pobrane parkirnine občina lahko zagotovila potrebna dodatna sredstva. Del točke mogoče, ki smo danes sprejemali novo turistično takso in bi sklopu tega oziroma vprašal župana, če dela kaj na tem, da bi spostavili na naš turistični točki Eksponu tudi plačljivo parkirnino. Vsaj nekaj to časa ni bilo mogoče, ker je bil moratorij zaradi evropskih sredstev, zdaj pa mislim, če je ta projekt v teku in če nam kaj o tem pove. Da se o vzpostavitvi plačljivega režima že pogovarjajo, spregledali pa niso tudi vse večjega števila avtodomov, ki se pripeljejo do Soboškega jezera, je svetniku odgovoril mursko-soboški župan Damjan Anželj. V letošnjem letu je upravljanje Soboškega jezera prešlo na razvojni center iz Zavoda za turizem, kulturo in šport, saj menimo, da je tako bolj učinkovito, da upravlja eden subjekt, jezero in Ekspanu. Seveda smo se nekako tudi pogovarjali in dogovorili se v letošnjem letu iztekel tisti 5-letni rok, da se bo postavil tam plačljivi režim parkiranja. Tudi sam opažam, da v zadnjem času tam je veliko avtodomov, to je dejansko še ena naša priložnost, seveda s postajališčem za avtodome. Trenutnega proračuna nimamo, ampak naslednje leto. In tudi, vkolikor bomo šli v rebalans in bomo lahko zagotovili ta dodatna sredstva, bi bilo smiselno, da to postajališče čim prej tudi spostavimo. Saj dejansko sedaj tam ti so zastonj, uporabljajo pa naše sanitarije, ampak bistvo je v tem, da jim uredimo normalne pogoje, kot tudi si zaslužijo, in jaz verjamem, da bo ta točka za te uporabnike avtodomov zelo hitro postala zanimiva, saj res ta Soboško jezero nudi tudi za turista marsikaj. V vremenski napovedi preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes zjutraj je dež ponehal in postopno se je zjasnilo. V Lendavi in v Murski Soboti je bilo opoldne namerjenih 19, v Krajinskem parku Goričko in Radencih pa 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna kratkotrajna megla, čez dan pa se bo od zahoda znova pooblačilo. Padavine se bodo postopno širile proti vzhodu, vmes pa bodo tudi nevihte, ki se bodo v noči na petek še okrepile. Pojavljali se bodo nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa od 16 do 23 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od okoli 11, podnevi pa okoli 24 stopinj. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 12 do 15, čez dan od 22 do 24 stopinj Celzija. To je vse, kar smo vam pripravili za danes. Za več informacij o dogajanju v Pomurju pa obiščite našo spletno stran www.tvidea.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.